Ti prodajaš flaše, sam kaj pa še drugače delaš, a ne zraven. To je pač stvar v alpskem smučanju, ko se ti stvari podarajo čez noč, zato ker se res ta poškodba zgodi pač v trenutku. Takrat sem se jaz vprašala, a bom sploh še prišla nazaj, pač prvič v karieri, a je pač to. Pač jaz se nikoli nisem počutila povsem isto potem, a ne. Če teh rehabilitacij in vračanja nazaj, bi verjetno pač karijera potekala malo drugače, kot je pa sicer potekala. Sem pa takrat 2014 potem na Japonskem, ker pač nisem šla na olimpijske igre v Soči. Takrat smo šli s to mojo kolegico v ta park snežnih opic v Naganu. Takrat sem se prvič v živo videla te ljubke opice, ki se namakajo v teh vrelcih tople vode. Nisem vedela, da bom pač zdaj življenjsko povezana s tem imenom, no. Prve flaške se še spomniš? Ja, se še spomnim, ja. Jaz imam zelo rada belo barvo in to je bila bela barva 1 liter flaška. In ja, nažalost je nimam več, sem je izgubila, ampak ja, se spomnim teh začetkov, ja. Lahko? Sem Ana Drev in sem bivša alpska smučarka in sem lastnica blagovne znamke Snowmonkey. Da prije do nje, zdaj pa velika napaka, Volaš in sjajna obramba Nejca Vidmarja. Ana, pozdravljena. Danes nadaljujeva najin pogovor. Že pred časom, nedolgo nazaj, so bila skupaj na konferenci sportov, tam sva govorila o angleškem jeziku. Danes pa v slovenščini, obema bo lažje, se mi zdi. Res hvala, ker si se odzvala temu vabilu. Si nekdanja vrhunska smučarka, olimpika, tvoja kariera je bila izjemno uspešna. Zdaj pa nadaljuješ v tem stilu in greš še dlje. Si ustanoviteljica Snowmonkeyja, te flaške. Mislim, da jo skoraj vsak Slovenec že pozna, širiš se tudi ven meja in res hvala, ker boš danes z mano delila še kakšno zgodbico več in da bo lahko nadgradila najin pogovor. Ja, hvala za povabilo in z veseljem. Ko prideš v takle studio, a si bolj nervozna v takem studiu ali mogoče si bila bolj nervozna na štartu svetovnega pokala? Ja, kaj pa vem, no, zdaj nimam to kilometrine, no, več iz smučarskih vod, se mi zdi, da je že kar en čas minilo od tega in jaz bi rekla, da sem vseeno mogoče bila na štartu malo bolj nervozna, no, kakor pa sem danes tukaj. Ja, se verjamem. Ja, se vseeno, verjetno ti je veliko več pomenil tisti nastopi na... Je pa niti ne, tudi danes mi pomeni, da si me povabil, no. Ja, okej, to hvala ti za tole. Kako se spomniš tistih nastopov na začetku, ko si bila stara 18-19 let? Mislim, da celo s tvojim prvim nastopom si se uvrstila celo na olimpijado, en izmed prvih nastopov in si že izpolnila tisto normo. Ja, to je bila moja prva sezona v svetovnem pokalu. Takrat, ko sem potem na prvi tekmi izpolnila normo za olimpijske igre v Torinu, sem tudi že prej nastopala, ampak je bila moja prva redna sezona. Je pa res, da ko si star 20 let, pač gledaš na svet z drugačnimi očmi, in tudi jaz se mi zdi, da pač si nekako bolj nepopisan list, nimaš neke zgodbe, vse ti je na novo, in meni je bilo fajn, no. Tudi se mi zdi, da sem bila takrat zdrava, neobremenjena in imam ful lepe spomine na moja prva leta v svetovnem pokalu. Saj to, recimo, kaj bo takrat najtežje sploh? Si mlad, brez glav, greš dol, se poženeš po tisti strmini. A si čutila kakšen pritisk, ali bi to mogoče kakšna pričakovanja, ali je bila samo tista mladost, postaviš se na štart, v bistvu ne razmišljaš veliko in greš dol? Ja, zagotovo razmišljaš manj kot pač potem kdaj kasneje. Jaz sem se čutila dosti neobremenjeno, no. Nisem imela nekih, bom rekla, nekih ovir in bilo mi je fajn, no. Tudi bom rekla, da sem se fajn počutila ne vem, na smučeh, kot sem omenila, sem bila zdrava in ja, sami lepi spomini, no, na moja prva leta in tudi se mi zdi, da
ko še nisi poškodovan, je vse še malo drugače. Po prvi vožnji 18. je v drugo vodstvo prevzela najprej Ana Drev in olimpijski veleslalom je končala na 9. mestu, kar je najboljši rezultat kariere 20-letne tekmovalke Šmartnega ob Paki. S 5. časom druge vožnje je nekaj časa celo vodila in kljub 9. mestu na koncu ostala z nogami trdno na tleh. In kdo je bil pa tvoj največji športni vpliv? Si se po komu zgledovala, mogoče na tistih začetkih, je bila to mogoče kakšna sotekmovalka ali mogoče tudi v moških konkurenci kdo? Ja, da bi rekla, da imam enega res velikega vzora, res en velik vzor, bi to mogoče rekla, da je Ted Ligeti, ker on je bil 1 leto starejši od mene, mislim, je 1 leto starejši od mene in nekako smo, bom rekla, skupaj prehajala svetovni pokal, on je bil vedno stopničko spredaj, stopničko pred drugimi, res je bil zelo uspešen smučar. Oba sva tekmovala sem imela prvo disciplino veleslalom in jaz sem se zelo veliko od njega učila in spremljala in gledala, kako on smuča in on je imel res neverjetno tehniko, on je bil res korak pred ostalimi in bom rekla, da mi je on po tej plati bil res velik vzor in tudi na splošno mi je bil vzor, zato ker on je tudi res zelo hmal šel potem v poslovne vode, sicer pač je imel neke partnerje, ki so mu pomagali, ampak je že tekom kariere res ustanovil uspešno blagovno znamko Šeret. Ja, in takrat je res bil kar velik boom. Pa kako pa sploh gledaš na to, recimo, on je že tekom kariere to razvil, po drugi strani recimo sem imela tudi, oziroma imamo tudi Marcela Hiršerja, ki je to razvil praktično po karieri. Ti je bil bližje ta način, da že tekom kariere razmišljaš in razvijaš neko zadevo, te to razbremeni, ali se potem vržeš po karieri, tako kot je to storil Marcel? Jaz mislim, da vsak, če bi nekako imel idejo in bi lahko bi že mogoče tekom kariere, ker se mi zdi zelo fajn, ker si potem ti nekako, bom rekla, lahko to predstavljaš, ti si nekako v bistvu potem oglas za to, kar je naredil Ligeti. Ampak je pa res, da je to po moje tekom kariere kar težko o tem razmišljati, ker se mi zdi, da vseeno zahteva svojo energijo in pa čas, ampak vseeno, če ti to narediš tekom kariere, jaz mislim, da moraš imeti zelo dobrega poslovnega partnerja, ki ti pomaga pri teh stvareh, ker da je bil preveč upleten v to zgodbo, jaz mislim, da ni ravno dobro, ker vseeno biti vrhunski športnik zahteva dosti časa in bom rekla pozornosti in jaz mislim, da je z razlogom zelo malo športnikov, ki jim to uspe narediti tekom kariere. Ja, se čisto strinjam, ja. Sej, kako je bilo pri tebi? Si bilo pri tebi vse usmerjeno samo te rezultate, ali si tudi kdaj na kateri točki si pol res začela aktivno razmišljati, da je to bilo z rezultati, kdaj je bil tista točka preloma pri tebi, da si pol tudi rekla, imam še neke rezerve in tukaj lahko začnem s tem? Kar težko je, bom rekla, tekom kariere najti nekaj oprijemljivega, kaj bi ti delal in pa točno vedeti. Jaz mislim, da športnikov ima s tem, oziroma se sooči s tem in dosti razmišlja o tem, mogoče eni manj, drugi bolj, ampak nekako ne vem, kdaj se je to pri meni zgodilo. Mogoče sem imela že skozi neko nagnjenje k temu, ker tudi takrat sem bila že pozorna, da je Ted Ligeti takrat že v tistih časih to naredil. Teda mogoče je nekje v meni to bilo, ampak bom rekla, da je ta ideja rasla bolj z mojo osebno potrebo po nekem produktu, ki bi bila neka termka, ki bi res dobro držala temperaturo, ki bi jaz lahko uporabljala kot nek klasičen bidon, ne kot termka, iz katere se nalije v posodico. In bom rekla, da sem bolj iz svoje osebne potrebe začutila, da je mogoče to moment, da kaj takega manjka. Pri tebi so bile tudi, nažalost, si imela tudi kar nekaj padcev v smislu poškodb, ki so te ustavile na poti. Imela si že kot mlada, si se približala samo v vrhu, potem pa je sledil kakšen šok v obliki kakšnih poškodb in kako si se v tistih časih s tem spopadla? Ja, jaz sem se prvič poškodovala pri 23 letih in za vsako poškodbo je sigurno ti težje, ker jaz sem rekla, da ne glede na to, a se potem športnik vrne na nek nivo, pa če se nikoli nisem počutila povsem isto potem.
sem si potem res zelo dobro zaupala in tudi v bistvu po moji drugi poškodbi, ki je bila res težka, leta 2013, sem potem v bistvu dosegla še najboljše rezultate, ampak vseeno pač jaz verjamem, da če teh padcev vmes ne bi bilo, če teh rehabilitacij in vračanja nazaj, bi verjetno pač kariera potekala malo drugače, kot je pa sicer potekala. Je pa res, da jaz mislim, da iz vidika samega življenja, pač koliko ti te poškodbe dajo, pa ti mogoče malo odprejo obzorje za kakšne druge stvari, pa mogoče niti ni tako slabo, da kdaj imaš kako tako izkušnjo. Jaz se spomnim tiste tvoje, mislim, da tekme, ko si na zadnji tekmi, ki je v Lenca Hajdar, ki je bilo praktično na zadnji tekmi in se ti to zgodi, to je bila ta poškodba pred Sočijem, je tako? Kako se potem pobrati, veš, v bistvu, jutri si imel že plane, konec sezone, kam bo šel najlepša, pa se ti zgodi zadeva, ki jo moraš sanirati, ne zdaj v enem mesecu, ampak jo moraš pol leta, 1 leto sanirati. In se ti zgodi to, plus, da veš, da si verjetno izgubil naslednjo sezono, ki je olimpijska. Kako si se ti soočal predvsem s tem prvim šokom, da se s tem sprijazniš, sprejmeš to in rečeš, ok, napadel bom to zadevo tako, oziroma vrnil se bom na tak način? Ja, ta poškodba me je kar res ustavila pač v samem razvoju, ker ta sezona 2013 je bila moja najboljša sezona do takrat. Res sem se na treningih že zelo dobro vozila in sem imela občutek, da pač mi manjka res še zelo malo, da bom pač jaz prišla res lahko med najboljše. Jaz sem pa takrat res motivirana in spomnim se, da sem rekla, to tekmo še oddelam, pa vsi plani, kako bom jaz zastavila olimpijsko sezono. Mislim, skratka, pač res sem videla že kar daleč naprej, pač nek potek in tudi sem se začela že pripravljati in ja, pač sej bom rekla, pač v trenutku gre, vse, kar si pač nekako razmišljal in to je pač stvar v alpskem smučanju, ko se ti stvari podarajo čez noč, zato ker se res ta poškodba zgodi pač v trenutku. In takrat sem se jaz vprašala, a bom sploh še prišla nazaj, pač prvič v karieri, a je pač to, a imam še motivacijo, energijo, a je sploh smiselno se vračati. Ker pač imela sem že dve poškodbi križne vezi na istem kolenu in zgodila se je ta poškodba brez padca. Jaz takrat nisem padla in pač samo prišla je ena res močna sila, ki je pač mi res sesula koleno. In takrat sem imela jaz kar psihološko zavoro, a bom jaz sploh lahko še v bistvu normalno naredila ovinek v desno po tej levi nogi, ker praktično sem imela občutek, da če se mi je zgodilo to brez padca, da se mi lahko zgodi kadarkoli. In ta psihološka ovira iti čez to mi je bila takrat res kar močna. Ja, imel sem že lansko leto kolegico, ki je imela tudi kar dosti smole glede poškodb in ko smo bili že pred kratkim sem govoril s Tino Robnik, in se končno postavila na smučke, smuča zdaj. Ne samo to, rekel je, da bo zdaj v bistvu del ekipe, tudi Zano Buci, ki je zdaj ostala nažalost dokaj sama, ker so ravno poškodbe v slovenskem taboru tako hude. Kako se spomniš na te čase, ko ti pokažem takole fotografijo, ko ste bile skupaj? Ja, mi smo še zdaj res dobre prijateljice, tako Zano kot s Tino. Jaz sem vesela, da se je Tina zdaj pridružila Anini ekipi. Jaz mislim, da je to za Ano ful fajn. Ampak ja, s Tino pa tudi mi smo bile ful velike cimre. Tako da se res dobro poznamo in smo kar dosti takih težkih stvari dali skupaj čez. In tudi še danes se kdaj spominjamo, ampak bom rekla, da večkrat se nasmejimo kakim anekdotam in pa kako nam je bilo fajno. Ja, Ana mi je takrat zaupala, Vucik, Jogan zdaj, da je takrat skoraj poplavila Tina Robnik na nekih pripravah, skoraj da en hotel je šel pod vodo. Tako da verjetno je takih anekdot kar nekaj. Ja, res je, ja. Greva mi zdaj naprej. Ko si pač se sanirala to poškodbo oziroma se počasi vračala, si odšla tudi na Japonsko, na čist turistično oziroma na izlet tja in povej mi, kaj si tam odkrila?
Ja, jaz sem imela eno zelo dobro prijateljico, oziroma imam na Japonskem, tudi je bila smučarka in jaz sem bila takrat 2014 potem na Japonskem, ker pač nisem šla na olimpijske igre v Soči. Takrat smo šli s to mojo kolegico v ta park snežnih opic v Naganu in ja, takrat sem se prvič v živo videla te ljubke opice, ki se namakajo v teh vrelcih tople vode. In nisem vedela, da bom pač zdaj življenjsko povezana s tem imenom. No? Ampak kasneje, ko sem iskala ime za mojo blagovno znamko, mi je nekako čist, bom rekla, spontano prišlo do tega, da sem na to ime pomislila, ker te opice se namakajo v topli vodi, zaradi tega, ker je tam zelo tako okolje, kjer je zelo mrzlo in je zelo veliko snega. Nekako sem dobila asociacijo toplo-hladno in potem tudi, ker je termoka tudi povezana s toplo-hladno, sem nekako potem prišla na idejo, da bi dala moji blagovni znamki ime Snowmonkey. Ja, tako da bi lahko rekla, da je v bistvu to bila točka, na kateri si se v bistvu Snowmonkey dejansko rodil, ker ti morda še takrat nisi se sploh zavedala tega, ampak takrat si spoznala, da je to in potem v bistvu 2014 naprej v bistvu nekako rasla do 2017, ko si potem dejansko zaštartala to podjetje. Ja, v bistvu še kar dolgo trajalo, da sem jaz s tem, da sem speljala idejo, ki si jo imela v glavi. Kot sem že prej rekla, nekje 2014 sem začela o tem razmišljati, mogoče malo kasneje. Ampak to je res proces. Jaz sem imela neko idejo, da pa ti vzpostaviš podjetje, da ti ne vem, vse, kar se tiče formalnosti, da ti dobiš material, da se nekako uspeš sprocesirati vse, kar potrebuješ za to, da nastane spletna trgovina, da se začne prodaja, je pa res kar trajalo. In mislim, ni mi žal, da je trajalo malo dlje. Včasih se pa vprašam, ali je to zdaj bil tisti pravi trenutek, da sem jaz s tem že začela med kariero, ker nekako moja prva želja je bila, da se jaz s tem med kariero ne posvečam, ker sem pač šla dokaj naivno v posel in sem mislila, da če imaš dober produkt, ki je kvaliteten, da se pač prodaja sam od sebe. Ja, ampak bilo je, kakor je bilo in mogoče začetek glih ni bil najlažji. No. Ja, in ko si rekla, tukaj si še bila aktivna in še kako aktivna, kaj ti je prišlo tisto sezona 2015-2016, predvsem tisto 2016 začetek koledarskega leta je bil res fantastičen, dvakrat si bila na stopničkah, enkrat v Flahovi in enkrat doma v Mariboru in zdaj ti vmes pokazal tole vožnjo, pa jo boš potem malo pokomentirala. Sekundico. Evo, izvoli. Ja, je bila res kar težka proga, ker so bile res dosti spomladanske razmere. Jaz nikoli nisem dobro tekmovala v Mariboru, ampak vedela sem pa, da če lahko naredim rezultat v Mariboru, je to tisto leto. In ja, res je bilo to gledalcev in poln štadion in jaz, ko sem štartala na štart, sem slišala vse gledalce iz cilja in to je bil res en tak trenutek, ko pač ga verjetno ne bom pozabila. Ja, je kar škoda, ker nimamo več te zlate lisice, se mi zdi, govorim zlate lisice v Mariboru, se mi zdi, da je bila kar posebna tekma. Ja, res ima dolgo tradicijo Zlata lisica in tudi vedno, ko sem se pogovarjala z ostalimi puncami, so vse zelo rade prihajale v Maribor, ker ponavadi si ti nekje v nekih odročnih vasicah, nekje sred ničesar, Maribor je pa le mesto in tudi res dostopnost in ja, res zelo lepa tekma. Ampak danes imeti tekmo v svetovnem pokalu na 200 metrih nadmorske višine je res kar zaradi vseh teh razmer podnebnih, ki se dogajajo, res težko oziroma verjetno to ne bo več mogoče. Gospod Tone Vogrinec, hvala, ker ste si vzeli čas za to oddajo. Nahajava se v Mariboru, v ciljni areni, tukaj v hotelu. Danes nas je pričakal zasnežen Maribor, to se ne zgodi velikokrat, zadnje čase vemo, kakšni problemi so bili z organizacijami teh tekem, dokler so tukaj še bile. In povejte mi, vi, ki prihajate iz tu, kaj je pomenila Zlata lisica Mariborčanom, Sloveniji konec koncev in ta izguba te tekme svetovnega pokala? Ogromno je pomenila.
Mi se tega niti prav ne zavedamo, ampak z leti se bomo vedno bolj zavedali, kaj je ta lisica pomenila širše od samega športnega dogodka. Kajti, če danes pogledamo, kaj lahko Maribor ponudi, kakšno prireditev lahko spravi na televizijo, med medije, smo zelo omejeni. Imamo, če govorimo o športu, nogometni klub Maribor, ki je zdaj tako, ampak je Maribor, nogometni klub Maribor nekaj za mesto pomeni. Imamo Borštnikovo srečanje, kar se tiče kulture. Imamo festival Lent, ki tudi ima nek določen pomen poleti, zlasti sedaj, ko je Lent obnovljen. In imeli smo lisico. Za mene, ko primerjam te vse dogodke, ki jih je Maribor imel, je bila lisica daleč spredaj po interesih, po ehu, ki ga je lahko Maribor spravil v evropski prostor. In zato je škoda toliko večja, ker ni nekega nadomestila, kaj bi lahko lisica nadomestila. Je nekaj. Morda se bodo ljudje, ki to gledajo, začudili. Kaj je to? To je gorsko kolesarstvo. Gorsko kolesarstvo ima nekaj podobnega kot smučarski šport. Kolesarstvo ni odvisno od snega, dogaja se poleti in Maribor in Pohorje ima kolosalne proge za gorsko kolesarstvo, za downhill, za smuk po domače. In tudi je že imel tukaj svetovne pokale, ki so se pa v svetu, worldwide, v zadnjih letih tako razvili, da bi to lahko bilo neko nadomestilo za lisico. Ljudje me vprašujejo, zlasti sedaj, ko je padel sneg v Mariboru, če na poti sem, tona, zdaj bi pa lahko imeli lisico. Ne, pozabimo. Lisica pod temi pogoji ni možna in verjetno je nikoli več v Mariboru ne bo. Razen, če se ne bi neki čudež dogodil. Ena od idej je bila, jaz sem jo večkrat tudi propagiral, ki bi morda bila lahko deponirana v Mednarodni smučarski zvezi. Če bi Smučarska zveza Slovenije dosegla, da bi v koledarju prvič tekma bila kasneje, februarja, do februarja se lažje sneg proizvede, tudi na Pohorju, in drugo, da bi v koledarju, da bo tekma ostala v Sloveniji pomembno, da bi v koledarju bilo napisano Kranjska Gora v oklepaju Maribor, ali pa obratno, Maribor v oklepaju Kranjska Gora. In vkolikor bi delegati Mednarodne zveze 14 dni, 20 dni pred terminom, ki je določen v Sloveniji, ugotovili, da gre v Mariboru, gremo v Maribor. Kajti razlika je velika. 20 stavžnih gledalcev je bilo v Mariboru, ko so bile te tekme na nivoju Tine Maze in Mateje Svet in ostalih tekmovalk. Lahko bi to bilo na nek način pripravljeno, ampak ta šansa je minimalna. Obstaja kakšna anekdota iz teh tekem, ki vam je še posebej ostala v spominu, morda iz tih časov, ko so bile naše res pri samem vrhu? Ja, ta vražja dekleta so bila res popularna in veselje je bilo sodelovati z tako ekipo. V Mariboru je bilo še prav gotovo zanimivo, ker je mesto za tekmovalkami, ker se nekaj dogaja tudi izven te proge tukaj za tem hotelom. In takrat je bilo zelo zanimivo, da so tekmovalke v začetnih letih, bila je vedno znova, tudi še do zadnjih tekem planiran ogled vinske kleti v centru mesta. In ni bilo malo deklet, ki so na skrivaj tudi bila prisotna na teh vinskih poskušnjah. Najdlje so bile enkrat iz nemške reprezentance, kjer je kasneje nastal kar majhen problem in jih naslednjo leto sploh ni bilo v kleti. Pa tudi naše punce so prišle na te dogodke, ki so bili tukaj prisotni vsako leto. In to je velika razlika ravno med lisico, ki je bila v mestu. Tendenca Mednarodne smučarske zveze po eni strani je, pojdimo v mesta, približamo se gledalcem. Tekme, ki so sredi nekih planin, kjer pride recimo v Skandinaviji v cilj mogoče 200 gledalcev, niso zanimive. Po drugi strani pa ne dajo dovolj pozornosti
tistim tekmam, ki so to že imeli, recimo Mariboru. Maribor bi še vedno imel možnost v zgornjem delu nekje, ampak to je druga zgodba. Kaj pa je bilo tisto sezono drugače, da si bila praktično v svetovnem vrhu, bila si med top 7 veleslalomistk na svetu in kaj si takrat spremenila oziroma kaj se je poklopilo, da si bila zraven? Ja, jaz sem nekje od 2012 naprej, bom rekla, se začela precej boljše smučati. Jaz sem takrat, v bistvu, ko sem prišla v svetovni pokal, sem bila znana po tem, da imam dobro tehniko in tudi to me je pač krasila, ena taka lastnost, na kateri sem jaz gradila. In potem tekom vseh teh let pa poškodb sem imela občutek, da sem jaz to malo izgubila in nisem imela, bom rekla, nekaj oprijemljivega, kar bi mene gnalo naprej in nekaj, kar me je delalo dobro. In jaz sem takrat 2012 po nekem spletu okoliščin spoznala mojega bivšega sotekmovalca iz kluba, oziroma ponovno sem ga srečala. In nekako smo se ujela v tem, kaj meni manjka in kaj bi jaz rabila in v bistvu on mi je čist par praktičnih nasvetov dal, srečala smo se na enem treningu. In potem sem jaz o tem pogovoru zelo veliko razmišljala. In jaz sem njega po koncu sezone poklicala in sem mu rekla, dej Rok, a bi ti meni pomagal? A se lahko še midva kdaj srečamo, malo predebatiramo, ne? In smo se zelo ujela, bila smo na podobni valovni dolžini in on je potem meni od takrat naprej pa do konca kariere pomagal. Ne, da je bil pač skozi prisoten, ampak bom rekla, bil je prisoten nekaj dni v letu na smučišču. Zelo veliko smo pa naredila analiz, kaj bi jaz mogla v tehniki izboljšati oziroma da dobim tisto, kar je mene krasilo. In od takrat naprej je šla moja pot res zelo navzgor, ker sem nekako dobila nazaj neko strukturo in nekaj pač, na čemer sem delala. Dobila sem nek sistem. In tudi, ko sem prišla nazaj po tej poškodbi leta 2013, mi je ta sistem res zelo pomagal. In jaz bi rekla, da je pač bilo to odločilno, da sem nazaj dobila dobro tehniko in tisto, kar je pač mene delalo dobro. Ja, in na teh tekmah, ko si bila v samem vrhu, se tudi pozna, verjetno tudi finančno in razlike med biti drugi ali pa biti 20 so ogromne, predvidevam. In to je konec koncev tudi sovpada s to časovnico, da se je začel razvijati tudi oziroma rojevati snowmanki, je tako? Ja, res je, ja. Takrat se je kar dosti stvari poklopilo oziroma končno se je poklopilo. Takrat 2016 sem se jaz res počutila fit in zdravo in tudi to je res odločilno, da sem potem lahko naredila korak višji, poleg vsega, poleg vse te tehnike in vsega, kar sem pač prej omenila. In ja, ko se ti enkrat, bom rekla, na stopničkah ali pa nekje top 5, top 10, je v smučanju res zelo velik preskok in tudi to je bila podlaga, da sem pa res lahko si zagotovila neke finance, ki sem jih potem vložila v začetek podjetja. Kaj je bila pa tista prva težava, ki si jo želela rešiti s temi flaškami? Kaj je bilo tisto, kaj si videla v tem poslu s flaškami, da si rekla, ok, jaz mislim, da tukaj lahko nekaj naredim? Ja, meni se vse zdelo tako, zelo naivno sem šla v posel in meni se je to zdela super flaška, ker je bil dejansko bidon, ne? Ti si popil na tisti suc, si lahko flaško vrgel v sneg in je bila pijača topla čez cel dan. In nekako se mi je zdelo, da pač imam super produkt, da to pa itak bo zdaj vsak imel. In ja, zelo, bom rekla, tako lahkomiselno sem šla v posel in ni bilo pa potem ravno tako, no. Pač je bilo res zelo veliko ver in nisem poznala vsega tega ustroja podjetja in ustroja marketinga in kaj vse je potrebno, da tudi, če imaš ti dober produkt, da sploh uspe. Prve flaške se še spomniš? Ja, se še spomnim, ja. Jaz imam zelo rada belo barvo in to je bila bela barva, 1 liter flaška. In ja, nažalost se nimam več, sem je izgubila, ampak ja, se spomnim teh začetkov, ja.
Ja, in v tem času, ko si rekla, ko si še tekmovala, kako si usklajevala vse to, a si imela pomoč, ti je kdo pomagal pri tem, ali si bila na začetku povsem sama, rekla si, da si malce tavala, malce si podcenjevala na nek način to zadevo, ampak kako so bili te začetki, ko si mogla vseeno biti v prvi vrsti smučarka in se tekmovati s temi količki, na drugi strani pa si želela že postaviti neko zadevo na noge. 2017 sem jaz to podjetje ustanovila, takrat sem bila še pač čisto v smučanju, to so bile moja najboljša leta. Predvsem sem mislila, da bo pač vse teklo bolj tekoče, tudi če se pač jaz ne bom toliko v to vpletena. Jaz sem ustanovila podjetje s partnerjem, mislim, še zdaj smo pač mi dva ustanovitelja in solastnika. Praktično smo oba dva začela iz nule in bo to najni začetki v poslu, tudi njegovi. No. Jaz sem si seveda želela, pač, da je smučanje na prvem mestu, kar in tudi je bilo, ampak vseeno bi pa že v štartu bilo potrebno, da bi nekdo bolj skrbel in bolj v bistvu, bom rekla, bil neka gonilna sila in bi v to posvečal ves svoj čas. Ampak jaz te osebe nisem imela, sploh na področju marketinga, ker tudi pač prvič nisem imela znanja, drugič nisem imela financ za to. Tako da nekako je potem od 2017 pa do 2019 podjetje bolj kot ne stagniralo, mislim, pač nekaj se je dogajalo. In potem, ko sem jaz končala 2019, sem se odločila, da se posvetim temu in da pač vidim, kaj bo iz tega nastalo, če pač jaz ves svoj trud in energijo vložim v to. In potem sem res takrat pač stisnila in od takrat pač še danes sem tukaj, kjer sem. Ja, in vse od tukaj se zdaj vidi, praktično od tistega trenutka, ko si zaključila, je nekako Snowmonkey vsako leto skoraj da podvojil stvari, tudi dobičke, oziroma ne dobičke, ampak bolj promet in rastel praktično do leta 2020, konstantna rast, tudi korona vas ni nekako tukaj zlomila in ste res na neki lepi poti. Torej bi lahko rekli, takrat, ko si dala ves svoj fokus v to in ko si vse, ti je mogoče ta struktura tudi konec koncev, ko si jo potem prenesla, ko nisi več rabila to strukturo oziroma razmišljati o smučanju, ko si to vse prenesla na to neko drugo polje, ti je pomagala. Ja, zagotovo. Meni so sigurno izkušnje iz smučanja zelo veliko pomagale. Res je, da nikoli mi ni bilo težko ničesar, zelo hitro sem se učila in tudi, bom rekla, zagotovo je bilo veliko napak, ampak vseeno sem te napake, nisem jih ponavljala. No, in manjkalo mi je specifičen znanj, zagotovo, ampak bom rekla, da sem zelo odprt človek, kar se tiče iskanja rešitev in sem zelo veliko se probala učiti in spraševati in nekako, bom rekla, učiti skozi proces, ki je že bil vzpostavljen. In jaz sem se nekako res povsem vrgla v to zgodbo in sem pač to živela po karieri. In včasih me marsikdo potem v tistih prvih letih vprašal, ja, se ti prodajaš flaše, sam kaj pa še drugače delaš, ne, zraven, sam ga pač ne 24 ur na dan delam samo to, ne, ker v bistvu dejansko se ne vidi, koliko vsega pač je v ozadju potrebnega. In potem ja, od 2020 naprej nekako je bila ta konstantna rast in tudi potem skozi leta, ko smo mi dva dobila nek denar v podjetje, smo ga potem vedno znova vlagala nazaj. Ne. Ali bo to v izdelke, v nove izdelke, ali bo to v ljudi. Bom rekla, skozi sem imela vizijo, da če smo mi blagovna znamka, mi nismo pač prodajalci nečesa, da je pač treba vlagati nazaj in v bistvu širiti asortiman izdelkov. Skratka, pač skozi ta proces, ko sem pač bila v podjetništvu, so mi nekatere stvari kar postale jasne, kako pač je treba graditi blagovno znamko. In ja, zagotovo, pa vseeno tudi sama nisem vedela, v katero smer se bo obrnilo. In
sem pač, ne vem, vesela sem pač, da sem še vedno tukaj in da je, kakor je. Ja, ne, da si tukaj, mislim, da se razvijaš res v neko res, oziroma celo podjetje, res v neko pravo smer in sem vesel zate. Kaj pa, recimo, športniki smo perfekcionisti, oziroma težimo k temu, kaj ti sam to te pripelje, recimo delo na treningu, težiš temu, tej perfekciji. Te je to pomagali po karieri, recimo, da iščeš perfekt izdelek, perfekt to, ali te tudi uverali po eni strani? Jaz mislim, da je tukaj mal mešanca vsega, ampak če potegnem črto, pač ja, jaz sem perfekcionist, pa včasih te tudi to tepe, ampak kakorkoli pa zagotovo je pač to lastnost, ki me pripeljala do sem, kjer sem. Tudi bom rekla, da skozi svojo kariero sem bila večkrat na neki točki, ko pač bi mogoče nekako sem hotela zaključiti, pa sem bila, ne vem, blizu najboljšim, pa se mi zdi, da mi je prav ta perfekcionizem mi dal stopničko, mislim, sem zaradi tega prišla stopničko višje. Jaz sem bila v svoji karieri zelo orientirana na to, na dobro izvedbo in na nek perfekten zavoj. In sem zelo veliko razmišljala o samem smučanju in o tem, kako pač priti do tega, pač kako smučati boljše, sploh bom rekla v teh zadnjih letih. In tudi to mi je zagotovo, to sem prenesla v sam posel. In jaz mislim, da je v poslu zelo dobro, če si ti perfekcionist, sploh če ti gradiš blagovno znamko. In da neke ti mali koraki pa neke te odločitve, ki jih ti res izpiliš, te pol čez čas dvignejo na stopničko višje. Kakšna je tvoja vloga danes? Kako recimo, rekla si, da skupaj s partnerjem še vedno sta v tem in to gradita naprej. Sprejemaš odločitve sama oziroma je to res planirano naprej strogo ali včasih tudi greš na intuicijo, pa rečeš, ta izdelek tole čutim, da bo prav, gremo takoj v akcijo. Ja, to, kar si ti zelo omenil, da pol enkrat začutiš, se mi zdi, da ful velikokrat pride ta moment. Jaz večkrat v samem poslu začutim, ko pride do enega trenutka, da pač nekaj bo funkcioniralo in zelo malo kdaj se zmotim, a bo neka stvar funkcionirala ali ne. Seveda ti do neke odločitve priješ racionalno in razmišljaš, kako bi kaj naredil in to spilo. Ampak jaz sem imela že večkrat na mizi neke izdelke, ko smo vložili kar precej denarja in časa v to, da bomo šli z njimi ven, pa sem na koncu rekla ne. In mi še danes ni žal, ker nekako ti en izdelek razvijaš in ko začutiš, da mogoče to ni to, se mi zdi, da ne sme pretehtati to, da se ti v to nekaj že vložil. To se mi zdi pač zelo fajn, da se pri tej stvari na koncu poslušaš. Da ko pride do nekih odločitev, jaz vedno naredim vse za to, da bi pač nekaj lahko dali na trg, pa da bi nekaj speljali optimalno. Ampak na koncu pa vedno potegnem črto, pa se pač odločim po mojem občutku, a jaz mislim, da je to ali ne. Kakšni so pa plani naprej? Vseeno, zdaj v Sloveniji se mi zdi, da ste zadevo kar, da je prepoznavna zelo. So plani tudi širše oziroma prodreti v tujino oziroma na nek način ste že tudi v tujini že? Nekaj že delamo v tujini, ampak če imaš produkt, kot ga imamo mi, je res smiselno poskusiti v tujini, tudi ko imaš že enkrat celo neka spletno trgovino in nekako ves sistem upeljan, je samo vprašanje, a ti ga bo uspelo prenesti na nek drug trg. V Evropi je pač ne težava, ampak izziv to, da ima vsak trg svojo specifiko in da ga pač nekako moraš spoznati, ti moraš nekako na trg prodreti, bom rekla, in nekega recepta za to, kako prodreti ni, ampak se s tem zelo veliko ukvarjamo in delamo na tem, da pač postanemo blagovna znamka, ki bo prepoznana širše po Evropi. In ja, to je tudi, bom rekla, nek plan v prihodnje in bom rekla, da je kar zelo velik plan. Mislim, dosti bo dela na tem.
Ja, dokler je delo, to je samo, to pomeni sam super. Ker se že pri tem, kaj v tvojem podjetju ti recimo najbolj pri srcu, kaj imaš najraje? Mislim, da si mi na sportu si omenila, da najbolj uživaš v tem, ko projektirate oziroma ko pripravljate neko novo zadevo, novo to in da v tem najbolj uživaš. Ali je kakšna druga stvar, v kateri še bolj uživaš? Ja, trenutno je pač moja vloga nek razvoj novega produkta. Sem pa itak delala vse, ne, pač, sem šla skozi vse faze in nekako sem tukaj spoznala, kaj mi je všeč pa kaj mi ni všeč, ne, in zagotovo bom rekla, da je bilo to zelo dobrodošlo, ker sem skozi te faze razvoja spoznala, kje sem dobra pa kje nisem dobra. In se mi zdi zelo pomembno, da kjer jaz nisem dobra, da to dela nekdo drug, ne. In jaz sam mislim, da moraš spoznati prave ljudi na teh področjih, ker pač, če bi bilo po moje, bi pač bile situacije v marketingu povsem drugačne. Jaz bom rekla, da imam zelo en tak specifičen okus in mi je to področje, bom rekla, ne leži najboljš in razumeti, kako poteka cel marketing in kako vlagati, kam vlagati denar, v katere kanale. Skratka, to je res zelo široko področje in nekako bom rekla, da velikokrat ne veš, kaj se bo iz tega zgodilo, ne. Jaz še sodelujem na vseh teh sestankih, ko so za marketing, ampak velikokrat na koncu pač mogoče jaz kaj dodam, ampak odločitev pa bolj kot ne sprejemam jaz. In se mi zdi, da je ta del ekipe bolj uspešen, če nisem jaz tam nekje v ospredju, če je neka moja vloga, ne. In po drugi strani, kakor sem pa rekla, pač jaz mislim, da sem dobra v razvoju produktov in to mi je zelo fajn delati in nekako pač nikoli nisem v tem študirala, pa nikoli nimam neke izobrazbe iz tega, ampak vseeno pač imam nek občutek, ki me vodi in jaz mislim, da mi to kar leži. Si imela kdaj kot ženska v športu in zdaj v podjetništvu občutek, da se moraš še bolj dokazati oziroma iti še korak dlje, da dobiš tisto potrditev? Si imela kdaj tak občutek ali konec koncev tudi na nek način v smučanju tega niste potrebovali, zato ker so nagrade že nekaj časa enake, saj na tistih res normalnih tekmah, ne govorimo o Kitzbühelu, ki je samo za moške, ampak ja, so nagradni skladi enaki za oboje. Ja, mislim, jaz sem hvaležna pač, da so nagradni skladi enaki v alpskem smučanju, tako za moške kot za ženske. Ampak ja, jaz nikoli nisem imela nekega občutka, da bi se mogla zaradi tega, ker sem ženska, ne vem, da bi bila tretirana drugače ali pa da bi se mogla kaj bolj dokazovati, tako v smučanju kot v poslu. Jaz bom rekla, da pač imam glede tega kar dosti razčiščene pojme in da imam zelo malo ovir v glavi glede tega pač, ne vem, nimam nekih predsodkov, no, zelo se mi zdi, da pač glede tega, kje so omejitve, pa kdo mi stoji, kje na poti ali pa karkoli, pač zelo sem glede tega neobremenjena in se mi tudi to zdi, da mi mogoče kdaj v poslu pride prav. Vsakemu športniku postavim tudi to vprašanje, kje se vidiš čez 10-15 let. Želiš ostati res vpeta v recimo to zadevo, ki zdaj delate, ali imaš plan recimo razviti zadevo do neke točke in potem prepustiti, tako kot si recimo rekla, ljudem v marketingu in da samo iz neke daljine oziroma daleč spremljaš to? Ja, ne vem. Težko vprašanje, vem. Ja, itak je težko vprašanje, ampak jaz si ful si ne postavljam nekih planov pa nekih ciljev, kaj bi jaz mogla doseči v podjetništvu oziroma pač a je to kariera podjetnika ali ne vem, kaj je pač se temu reče. Jaz sem rekla, da pač jaz, ko sem bila majhna, so bile moje sanje biti dobra športnica in nekako sem to nekako
izživela. No, karkoli sem pač dosegla, sem s tem pomirjena in sem s tem zadovoljna in je bilo ful lepo in imam res lepe spomine. Nikoli pa nisem čutila neke res ogromne želje, da bi bila podjetnica. Tudi to, kar pač sem zdaj ta posel zaštartala, je nekako prišel iz moje potrebe ustvariti nekaj lepega, nekaj funkcionalnega. In tudi po moje so s tem moji cilji, pa moje želje, kaj se bo odvijalo ali pa kje se vidim, povezani s tem, da sem dosti neobremenjena s tem, kaj se bo pač zgodilo. Sigurno si pač želim, da bi pač se podjetje dobro razvijalo, da bi bilo stabilno, da bi nekako raslo. To je pač povsem normalno. Tudi nimam želje, da bi rekla, zdaj bi pa želela podjetje prodati pa iztržiti ne vem kaj iz tega. Tako da jaz pač živim s tem, da pač ustvarjam nekaj dobrega in da bi mogoče edina želja, kar je, da bi imela malo več prostega časa, ker trenutno sem še res vseeno kar zelo vpeta v podjetje, ampak drugače pa, ja, pustimo se presenetiti. Ja, in prav si rekla, glih to je bilo eno izmed zadnjih vprašanj, ki sem ga imel, če bi bila majhna Ana, ponosna na Ano, ki sedi tukaj na tem stolu, recimo, ko si majhen sanjaš takšne in drugačne stvari, bi bila Ana ponosna na to Ano? Ja, jaz bi bila ponosna, ja, zato ker meni se zdi bistvo tega, kjer sem danes, to, da nimam jaz nekih omejitev, da se jaz počutim, da nisem v nekih okvirih, da sem bila jaz sposobna tekom vse moje kariere športne in dosedanje podjetniške nekako prečiti neke moje omejitve. Vsak človek pač, ko je na poti, pač neke stvari doživlja in se nekako postavlja v neke okvire in neke izkušnje ga pač vodijo k temu, potem kako se on odloča. In bom rekla, da ta neobremenjenost s tem, pač kaj bo pa, kako bom kakšno stvar naredila, mi je zelo pri srcu in sem ponosna na to, da sem večkrat v karieri bila sposobna prečiti neke, bom rekla, neke ovire, ki sem si jih sama postavila sama. Ja, in res je dokaz, da se vse da tako v karieri športnika, kot tudi, ko priješ skozi cilj in se odločiš končati zadevo, da že tekom kariere se da na nek način postaviti in potem nadaljevati in res mislim, da ti gre super in da je pred tabo še svetla prihodnost in vsi držimo pesti, da se Snowmonkey razvijajo še kaj večjega in res najprej pa hvala za tole in želim ti vse dobro tudi naprej. Ja, hvala za povabilo. Hvala. Evo, super. Cool. Pa smo sfurala. Ja, evo. Pogrešamo te punce. Zadnja med njimi je bila ravno Ana Drev, ki je posegala za svojo izvrstno veleslalomsko tehniko, ki je bila ena od zadnjih teh tekmovalk, ki prihajala iz nesmučarskega okolja, Veleje, ne, ampak očitno se da in tudi danes bi se dalo, če bi bila cela smučarska srednja, tekmovalna srednja bolje organizirana in da ne bi prišlo do te velike luknje, pri tem, da v mladinskih kategorijah nekaj let nismo dovolj vlagali.